Je pa mogoče tudi na nas zakoncih, da več tudi o sami zakonski spolnosti govorimo, o teh izzivih, ki jih prinaša tudi naravno načrtovanje družine, vse te stvari. Si predstavljam eno vrtnico, ki je meni tu res ful lepa. Te pledovi so krasni, ampak pot do tam je pa tako zbode, se moraš potruditi. Svet duh ima vedno tam eno opcijo, ne? Ampak jaz res vidim, da moraš takrat čez ta svoj ego stopiti. Da se tudi od začetka trudiva pač najin zakon držati kot najpomembnejšo vrednoto v smislu odnosov, ki jih živiva z drugimi. Da je pač to ena trdnjava, ki jo ne dava, ne? Ki je najina in nama je sveta in tako. Dragi gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli v novi oddaji Reflektor, kjer bomo spregovorili o zakramentu svetega zakona. Danes sta z mano v studiu gosta Benjamin in Lara Lah, pa ju povabim, da se kar sama bolje predstavite. Lep pozdrav, ja, tudi z najne strani. Ja, živjo. Sva Lara in Benjamin. Mož in žena. Že 12 let. Tako. Ja, letos se bo 12 let, ja. In tudi starša. Dobrih 9 mesecev po poroki se nam je prvi otrok rodil. In potem kar tako povprečje 2 let še naslednji, no. Tako da najmlajša je 2 leti stara, imava jih 5. Sva se pa poročila, ko sva bila 23 let stara. Kar zgodaj. Ja, zdaj, ko gledava, se nama res zdi mogoče zgodnje, ampak takrat se nama je zdelo, da je to skrajni čas. Spoznala sva se v srednji šoli in tudi takrat sva postala par. In potem sva bila par, mislim, da 5 let dobrih. Ja. In to se nama kar potem že vleklo, no. Tako sva si predstavljala, da, mislim, vedela sva, da rabva nek napredek v najinem odnosu in je bila poroka edina logična postaja. Tako je, se mi zdi, da sva takrat res začutila v enih 4 letih skupne hoje, da je čas, da moramo nekaj tudi spremeniti. In za oba dva je bila takrat v bistvu edini logičen korak naslednji poroka in takrat v bistvu seveda sva si vzela tudi ta čas razmisleka, priprave. 9 mesecev pred poroko sva se zaročila in v bistvu ta čas po zaroki tudi zelo intenzivno se mi zdi namenila po eni strani pripravi, po drugi strani pa res zavestnemu sprejemu odločitve, da premisleva, da si ta čas vzameva, da nekako premisleva, pretehtava najine dvome, najine vprašanja, da se res poskušava pripraviti na to. In se mi zdi, da je tudi tak dragocen, pomemben čas teh 9 mesecev pred poroko, da so potem res z nekim veseljem in velikim zaupanjem stopila na to pot. Super. Pa sta se udeležila kakšne priprave na zakon, organizirane, ali sta se bolj sama pripravljala? Ja, v bistvu so se. Ampak že, ko sva bila par, ko se nisva tako intenzivno pripravljala, sva rekla, da si želiva malo imeti, ne vem, mogoče nadgradnje v odnosu ali pa nekih novih tem za pogovor. Tako da sva šla na celoletno najprej pri vidru, potem pa pred poroko pa še na od iskrenih, polletno. Ja, se mi zdi, da sva bila kar dobro informirana z mnogimi stvarmi, ki sva jim še danes hvaležna, da so dobila veliko uporabnih napotkov. Seveda v teoriji, pač na praksi moraš potem sam to se naučiti to uporabljati. Nama je bilo pa veliko vreden to, no. Ja, se mi zdi, da kljub temu, da je pač več teorije, hkrati tudi v praksi že v odnosu se brusiš, je pa zelo vredno tudi kasneje, v bistvu te pričevanja drugih zakoncev, teh voditeljskih parov, ti zagotovo v kakšni situaciji v življenju odzvanjajo
in ti pomagajo, ali pa saj dajo upanje za naprej. In to je bil zagotovo tako pomemben čas. Takrat sva si tudi v tem času priprave sva bila na enih duhovnih vajah, ki so bile sicer mišljene v tišini, ampak sva midva že po kakšnem dnevu videla, da midva rabva veliko več pogovora in je bil to zelo dragocen čas, tudi v času, imela sva vsak svojega spremljevalca, veliko sva se lahko pogovarjala, tudi s tem določene teme, dvome odpirala. In vsaj z mojega vidika res tak pomemben, ključen del, da se umiriš in v miru pripraviš na samo poroko in zakon. Super. Zdaj, čist iz mojih izkušenj, se mi zdi po eni strani, potem, ko opraviš vse te priprave na zakon, imaš občutek, da zdaj pa veš, v kaj se spuščaš. Po drugi strani moj mož temu pravi blažena nevednost, da ne rabiš vsega vedeti prej, drugače se ne bi odločil. Kaj bi si pa vidva želela recimo še vedeti pred poroko z zdajšnjega stališča, česa nista izvedela, kaj vaju je presenetilo v vseh teh 12 letih zakona? Tako. Ja, mogoče, tako kot sva že omenila, zagotovo sva hvaležna za vse te napotke, izkušnje, ki so jih pripravljeni bili drugi zakonci že prej, pa tudi pol v bistvu teh 12 letih sva v bistvu že od začetka vključena v zakonske skupine, raznih seminarjev sva si probala tudi čas vzeti za seminarje, se udeleževati tega, ker nam je to veliko pomenilo. In je res veliko enih zelo pomembnih izkušenj, pogovorov s temi pari bilo in sva, se mi zdi, pred marsičem obvarovana. Seveda je pa to, tako kot si omenila, ideja je dobra, v praksi moraš pa to sam živeti in speljati in vsak ima svoje težave, izzive in to je tudi prav, se mi zdi, tako se zakon gradi in brusi. In seveda sva šla z zavedanjem, da pridejo vzponi in padci, preizkušnje, težke stvari, situacije, ampak to v bistvu zdaj se nama to samo potrjuje in res s tem zavedanjem greva naprej, gradiva mogoče tudi na tem, da brez težkih situacij, brez nekih preizkušenj tudi ni v bistvu teh lepih trenutkov, ko jih res dajemo kot neko nagrado ali pa bonus, pa ne, da bila midva za to zaslužna, ampak da sva uspela v bistvu zgladiti spore, se pobrati vedno znova po teh težkih situacijah, preskočiti ali pa prestopiti svoj ego, pa se vrniti nazaj k drugemu. Tako da zdaj kaj konkretnega se nama mogoče zdi, da sva pred zakonom ali pa pred samo poroko. Se mi zdi, da je bilo veliko res poudarka na pogovoru, vsem tem, kar so zelo pomembne stvari. Sva pa mogoče res zdaj, ko nazaj gledava z neko tako naivnostjo, takrat pričakovala tudi, se pravi, spolnost v zakonu. Se mi zdi, da v tistem času je bilo še vseeno predvsem govor o spolnosti, da je to stvar za zakonsko življenje in nič kaj več. Se mi zdi, da je res v zadnjem času sva vesela, ker se tudi z mladimi več pogovarjamo o tem, o teologiji telesa. Se mi zdi, da res v zadnjih letih je bilo veliko na tem narejenega. Je pa mogoče tudi na nas zakoncih, da več tudi o sami zakonski spolnosti govorimo, o teh izzivih, ki jih prinaša tudi naravno načrtovanje družine, vse te stvari. To vsekakor niso enostavne zadeve in se mi zdi, da bi se mogli tudi o teh stvarih več pogovarjati, da bi bilo mogoče tudi tukaj kakšen izziv na prehrani ali pa bi ga lažje preskočili. Ja. To so res pogrešala. V bistvu se je govorilo, ne vem, kako je zdaj, ampak takrat se je govorilo o čistosti pred zakonom, pa smo s tistim manevrirali, pa pač tudi tisto si je vsak po svoje razlagal, recimo. Pol si imel pa lahko občutek, ali pa so ga mogoče tudi midva imela, se niti ne spomnim več tako dobro, da
Pa enkrat se poročiš, pa tako se ti odpre nebo ali pa je pa vse ok, in da je to tudi neka nagrada za vas trud, ne, lahko, ali pa ena čokoladka po obroku, nekaj, ne, pa ni res, mislim, lahko je, ne, ampak pot do tega je pa tudi čas trnjeva, ne, in se mi zdi, midva so se odločila, no, za naravno načrtovanje, se nama to za naju zdi edina prava pot, ki Bog jo želi od naju. Ampak je tako, ne, tako se mi zdi, da če si predstavljam eno vrtnico, ki je meni to res ful lepa. Te pledovi so krasni, ampak pot do tam je pa tako zbode, se moraš potruditi, ampak sadovi so pa čudoviti. In na to nisva bila opozorjena, ali pa sva mogla sama veliko iskati odgovorov, pa nama je bilo kaj všeč, pa nama kaj ni bilo, pa sva spraševala, pa sva brala, pa vse še zdaj, ne. Ampak v resnici z nekim zaupanjem, zdaj sva pomerjena, no, pač kaj je prava pot v zakonu, in v tem zaupanju hodiva naprej in čutva sadove, no. Se pravi tudi to, da ni čisto samo do poroke, ampak tudi potem aktualna naprej v zakonu, ne? Kar je včasih se malo premalo poudarja. Ja. Tako. Pa tudi to, da je spolnost v bistvu odraz celega drugega odnosa, ne? Da se najbolj kaže v spolnosti. In ta individualizem, materializem, to, koliko preskočim svoj ego. Tako, sploh zdaj, v današnji družbi se mi zdi, da je zelo aktualno, da so odnosi zelo taki. Kaj si jaz želim, kaj meni prav pride, kako lahko drugega izkoristim. In v bistvu poroka nima lih računice, oziroma sploh ne tako zgodaj, kot sta se recimo vidva poročila. Sta kdaj naletela na kakšne očitke, nerazumevanje, zakaj se že zdaj, zakaj bi se sploh poročila, če pa je lažje živeti tako, pa kad ti pride prav, zamenjaš partnerja ali pa malo vidiš, še malo probavaš. Ja, nek zunanji krog ti daje take poglede, ne, saj niso zelo neposredni, se mi zdi. Ampak se mi zdi na nekem najnem notranji bazi odnosov ali pa družine, mogoče je bilo najprej, a res že, ne, aha, ampak pač, ne, so v trenutku nekako zelo dobro vsi, ne vem, skupaj smo sprejeli, kakorkoli, no, se podali na to pot. Tako da nisva tukaj zaznala nečesa takega, no. Če bi imela pa za širšo družbo. Zagotovo je tlele pomembno to ožje okolje, ki ga imava, za katerega sva res hvaležna, tudi in družini, najini prijatelji. Prej si omenila, da sva se razmeroma mlada poročila, midva takrat v bistvu tega res nisva dojemala, tudi danes, da bi rekla, da sva se prek malo poročila. Zagotovo se nama to ne zdi, da je bilo karkoli s tem. Je pa res, da sva imela podporo ali pa nekako sopotnike tudi v teh prijateljskih krogih, da smo bili v bistvu vsi na neki taki poti, da smo bili skupaj v tem, da smo se podpirali, da je bil to en tak res to obdobje, ko v bistvu smo se vsi nekako odločili za te poti, smo imeli podobne vrednote, smo se podpirali pri teh zadevah in je bil zagotovo to en tak čudovit čas, ko smo lahko skupaj se res drugim veselili teh stvari, se podali na te poti in še danes vztraja v bistvu ta podpora in zagotovo je to dragoceno tudi midva za najine otroke, ti odnosi, zgledi, ki jih imajo v teh družinah, ne. Vsaka družina ima svoje nepopolnosti in se mi zdi, da je toliko lažje tudi za najine otroke, da imajo te zglede, tudi za stvari, ki jih mogoče doma ne dobijo, pa imajo lahko v tem krogu nek zgled, neko oporo, no. Tako da takrat res gledava zdaj nazaj, sva se z nekim velikim zaupanjem pa dobro voljo podala na to pot in nama je bilo, se mi zdi, tudi veliko lažje. Včasih se zdaj sprašujeva, če še imava toliko zaupanja v
ta blagoslov najine poti, kot sva ga imela takrat. Pa kljub temu, da zdaj že vidiva, koliko enih stvari se je v bistvu išlo boljš, kot sva si upala predstavljati, koliko enih težav se je zaobšlo ali rešilo, ali kakorkoli, no, res enih čudovitih stvari v teh letih in se mi zdi, da bi mogla še z večjim zaupanjem hoditi po tej poti. Je pa res, da pač te svet nekako stalno opozarja na te in one stvari, tako kot si rekla, ta individualizem. Jaz včasih gledam, se mi zdi, da če bi hotela vsem tem standardom iz družbe ali medijev ali kakorkoli se to reče, zadostiti, prvič ne bi znala, drugič nama to verjetno tudi ne bilo veselje, pa to bi imela dela s tem, da tega tako ne bi zmogla. Tako da se mi zdi, da je res izziv zdaj za mlade in tako se odločiti za tako pot. Ja, moraš v bistvu, ne vem, jaz vem, da nimam niti veselja, da bi vse te standarde in tako dosegel, niti časa. Je pa pomembno, no, da se vsak dan sproti odločaš, kaj so tvoje prioritete. Ali zdaj živiš za to, da boš sebi zadostil, ali živiš svoje polno življenje, predvsem s poslanstvom za druge. No. Imaš ti še kaj za dodati? Mislim, čisto praktično, res zelo šla z zaupanjem v to. Ne vem, če se spomnim, 3 mesece pred poroko še nisva vedela, kje bova živela, vedela sva, da želiva nekje za sebe, no, tako. Po poroki to se nama je zdela taka Da tašča ne more v cepatih, a ne? Pa da se navadila drugega, no, tako, ne, da res vsak itak pride s polno prtljago. Da je probava skupaj en drugno, no, ja. In sva pa v Ljubljani živela, ker sva še oba študirala redno. To je tudi ena taka stvar, no, ko sem rekla, sej bo, ne, ampak je bilo pa kar zanimiv resnic, ne, tako dobrih 9 mesecev po poroki sva že dobila prvega otročka najinega. In ko smo bili tam v Ljubljani in ko sva imela redne študijske obveznosti, pač on je šel pol z mano, ne. Mislim, s tabo na vaje ni mogel iti, z mano, dobro, je šel na zbor, pa je šel na kakšne te predavanja in to. Zdaj ne vem, če bi se šla tega, no, tako bi se mi zdaj, wow, mislim, tako dobro, no, si opremljen si v resnici, tisto močjo, ki jo rabiš takrat, no. Se to vidiš za nazaj. Se to sprot ne veš, recimo, ampak pač veš, ok, to moram narediti. Pa, no. To so te konkretne milosti, ki jih prinaša zakrament zakona sam po sebi, pa se jih v tistem trenutku niti ne zavedamo, ne. To, kar si ti rekla, zdaj, Lara, pa mogoče imate še kakšen drug primer, ko je pač zakrament deloval ne zaradi vaje, ampak zaradi tega, ker je po božji milosti. Ja, se mi zdi ta moč svetega, mislim, moč zakramenta svetega zakona tudi o tem, mogoče se ne govori toliko, da lahko v polnosti jo koristimo, ne, kot res eno pomoč veliko. Midva itak so s poroko Boga v najin zakon povabila, ne, samo dala, glej, ti na vodi, ampak kaj to pomeni pol, ne? Mislim, kaj pomeni to pol? To pomeni, da ko se, ne vem, čist lastne izkušnje, ko se skregava, ko je, ne vem, moje srce čist iz kamna, ko vidiš tako, ne, slabo, takrat se jaz kar spomnim na to, no, se res skušam, pa si rečem, da je Bog spremeni mi to moje srce, trdo, kamnito. Če hočem ali pa nočem, ker velikokrat niti nočem, ne, ker želim jaz sebe uveljaviti. In pol je zelo težko najprej sprejeti to, da to spremembo in potem jo tudi živeti, ne. Tako da to je zagotovo en tak, ena res pomoč, ki pa vedno pride. Prav neverjeten se mi zdi, no. Čist vsakič, ko sem prosila, je še prišla pomoč, no. Ja, se mi zdi, da se pravi, z leti seveda, če dalje bolj vidiš ali pa spoznavaš svojo nemoč, se mi zdi, da je to res, vsaj za mene,
to prepuščanje ali pa zavedanje svoje nemoči bil en tak dolgotrajen postopek, ki še vedno traja. In prej kot v bistvu si rečeš, da ne zmoreš vsega sam, prej uspeš tudi videti vse blagoslove pa pomoč, ki jo dobivaš iz tretje vrvice v zakonu. Ne? In je res za nazaj te stvari lažje videti, za sprot težje, ampak se mi zdi, da vsakič lažje prepoznavava ali pa se bolj zavedava te pomoči. Zagotovo pa vidiva tudi zdaj za nazaj, no, za vsa ta leta v začetku, za vse te molitve, ki sva jih bila deležna ob pripravi na poroko, teh v prvih letih. To se mi zdi res toliko enih blagoslovov, pa poti, ki so se išle čudovito, ne? Da za nazaj zagotovo lažje videti. No? V vsakdanjem življenju pa zagotovo, tako kot je Lara rekla, ne? Ko si pripravljen slišati, sprejeti pomoč, te že čaka. Nikoli na silo, ne? Bog ne zmer vpraša, če smo pripravljeni. Zdaj pa recimo, kako bi čisto konkretno izgledalo, ko se skregata ali pa ko imata neko tak preizkušnjo. Kaj naredita za to, da spet prideta drug k drugemu, da se vrneta k bistvu? Kako to pri vama izgleda konkretno, pa če mogoče kakšnemu poslušalcu pomaga, pa Bog pomaga. Ja. To je realnost. Mislim, midva se mi zdi, da so po naravi zelo taka strastna človeka, no, v vseh pogledih, tudi strastno se skregava. Mama, čisto svežo izkušnjo, ne? Seveda, pa dovolj. Se mi zdi, da res, tako kot sva že prej omenila, ne, je tlele mogoče pametno poslušati modrejše ali pa izkušenejše ljudi. In sva tudi na tem področju črpala mogoče res iz teh zgledov. Ne. Seveda se najprej morava toliko umiriti, da nehava z tem, v bistvu, da drug druga ne ranva preveč. Ne. Seveda nama ne uspe vedno, včasih se prepozno ustavava, ampak se mi zdi, da je to prvi korak, ko v bistvu morava toliko se zavedati najnega stanja ali pa dogajanja, da si nehava škodovati, da res se trudiva ustaviti te stvari. Mogoče biti mislim, to mi prihaja na misel, no, da pač itak pri nama se najhitreje, ali pa v največji meri, ali ko se skregava, se zvečer. In pol se mi zdi, da sva imela velikokrat isto težo, ne, sonce ne zaide nad vašo jezo in se morava pobotati prej. Ampak ko najni tisti strasti ali jezi ali ne vem čem, to ni šlo skupno. In sva pol videla, če sva toliko se nekako hranila, če sva šla toliko globoko, se ne greva vedno, ne. Ampak če pa, ne, pa rabiva nekaj cajta. Mislim, telo ni na gumb in se more tudi nekako samo prepucati. In se mi zdi, da sva tisto noč nekako prebrodila. In pol sva se toliko umirila, da sva lahko naslednji dan začela nekako na novo. Se mi zdi, da sva zdaj to fazo uspela skrajšati čas, sva se res trudila, pa so bili te dolgi, naporni nočni pogovori, pa prepričevanje, pa obrazložitve in tako. Zdaj se mi zdi, da sva se toliko nekako navadila na to, da res rabiva ta čas, mogoče še več kot ti, da se umiriva in da zavestno sprejmeva, se zaveva tega, da pač sva poročena, da morava priti nazaj drug do drugega, da je to ta pot, ki sva si jo zbrala. Edina pot, ki jo želiva živeti. Da morava biti pripravljena najprej se upravičiti za tisto, kar si svoj delaš, prav konkretno, ki ga vidiš. Če bil takšen, ne? Za 95% svojih, ne. Potem je pa v bistvu še drugi del, ki je pa včasih še težji, pa sprejeti tudi upravičilo drugega, ne. In se mi zdi, da se zdaj že uspeva res
ne vedno, ampak gre ta proces hitrejši zavedanja in sprejemanja in odpuščanja drug drugemu. To se mi zdi, sta dve ločeni stvari. Prvič, pripravljen se upravičiti za to svojo stvar in potem tudi sprejeti upravičilo drugega. Ker včasih je bilo to res dolgotrajno, pa kaj sem jaz slišal po to, pa kaj sem razumel, kako se me tisto dotaknil. Seveda je pomembno, da se o teh stvarih pogovoriš, ampak zdaj sva trenutno v tej fazi, kam bova šla. Seveda bova želiva tudi tle pač rasti in je mogoče ta proces res odpuščanja pa sprejemanja najpomembnejši. In da v bistvu ta čas tudi skrajšujeva in se zavedava v bistvu ljubezni so zakonca ali pa tako kot Lara večkrat reče, te dobronamernosti drug drugega. Nam je potem veliko lažje. Ja, meni je to res lažje. Tako se mi zdi, da če se ne strinjava, če se kregava, pa jaz imam pol tisti občutek, kot da bene mi ni dobronameren, da mi želi nekaj slabot. Ampak v resnici, ampak v resnici, mislim, če vklopim svoj razum, pač itak imam rad. Ampak za ženske je to težje, ne? Ja, ne vem, kako je za moške. Ampak mislim, meni to pomaga, da si rečem, ok, le dobronameren. Recimo tudi, če ima vsak svoje mnenje. Mogoče naj je že to, kdaj je vrh. In da si že takrat rečem, ok, le se v osnovi je dobronameren. Pač mene je to zmotil, ker je, ne vem zakaj, v bistvu moram pol jaz mogoče tle si malo več cajtov vzeti, da premislim, zakaj me to sploh tako, da to ni njegova težava v resnici. In mi to pomaga, recimo, ta vidik dobronamernosti. Pa tudi, ko mi prihaja, večkrat se nama tudi zgodi, če se sliša po telefonu, pa bi želela recimo kaj zaplesti ali pa se zaplezati, da malo nehava. Tako, ker res ene bitke so čisto brezvezne. Se mi zdi, da je bolj, da se ustava tam, kjer je pomemben, pa tudi, če bolj eskalira. Ampak ene stvari so pa res nepomembne in nama pol pomaga, da, ne vem, ko se vidva, ko pride Benjamin služba ali kakorkoli, pač res začneva znova. Čisto brez onih očitkov pač se je zgodilo. Pa se nam obnese. Se mi zdi, da ni to neko pometanje pod preprogo, ko pač včasih se nekaj zapleteš, res se prezveza. Malo pozabiti. Ja, predvsem se vidiš, ja. Če so stvari, če se ponavljajo, pol je že mogoče kaj drugega. Se mi zdi, mislim, ni to vedno pozabiti, ampak mogoče v tisti situaciji nekega čustvenega razburjenja ali pa utrujenosti in vsega, že vidiš, da pač kar rabiš je, ko se srečaš, globoko dihneš, ti rečeš v redu. Zdaj ne zmoreva tega, bo objem rešil toliko, da se seveda treba enkrat to stvar rešiti, ali pa nesoglasje, ali pa nekaj uskladiti. Pa sej, če to niso neke pomembne stvari, se ponovadi se zatakneš v nekih vsakodnevnih ali pa stvarih, ki se ponavljajo. Pa jih mogoče v kakšni drugi situaciji veliko lažje rešiš ali pa spotoma ali pa se malo nasmehneš že kakšni stvari. To nam zdaj včasih že rad. Ja, res je. Ničkam smo že bolj. Zdaj, mi je, tako kaj poslušam, mi je dobro, ne vidva sta zdaj na tem primeru konfliktov pa prepirov navedla kar ene par teh sadov Svetega Duha, ki jih Pavel v pismu Galačanov omenja. Pa, ko smo se dogovarjali za to oddajo, sta rekla, joj, pa ne veva, če to Sveti Duh v zakonu, ne veva, kaj bi tukaj podelila. Pa smo zdaj bili pri ljubezni, to samo obvladovanju, odpuščanju, mir, potrpežljivost. Se mi zdi, da vseeno, ker tako, ko na glas povesta, da sta kar precej stvari teh sadov Svetega Duha omenila. To zagotovo, brez Svetega Duha ne bi sem prišla. Je pa, ja, točno to, kar sem že prej rekel, sadove videti, sadovi zagotovo so, videti jih je pa tudi ena pomembna veščina, ki jo moraš razvijati. Se mi zdi, da je sploh v teh najnih sporih ali pa, ko pride do tega, da
se uspeva pomiriti, pa ne veš, kako nazaj do drugega pristopati. To se mi zdi ena taka točka, ko je vedno imaš tam, ko si pripravljen sprejeti, seveda ti je dana pot ali pa ideja včasih res zanimiva ali pa taka, ki veš, da ni tvoja. Kako priti zdaj nazaj do Lare in kako pokazati, da ti je mar, da bi pa rad zdaj ta spor rešil. Svet duh ima vedno tam eno opcijo, ampak jaz res vidim, da moraš takrat čez ta svoj ego stopiti. Meni je to res težko, da greš čez to svojo prizadetost ali užaljenost ali kakorkoli in si pripravljen pa ti v bistvu ta korak narediti. Pa je to lahko zelo enostavna zadeva, ampak sprejeti ta nagib je pa meni včasih zelo težko. Ja, sej, mislim, meni je tudi, čeprav mogoče mička vlaže, tako se mi zdi. Tokrat, ali pa ne vem, kaj pa vem. Nekaj sem še mislila. Če se spomniš, lahko še potem podeliš. Zdaj bi se mogoče malo dotaknili te enosti v zakonu. Sveto pismo, najpogostejši odlomek, ko govorimo o sakramentu zakona, je, da bosta postala eno meso, da se bo mož ločil od očeta in matere, se pridružil ženi. Tudi Vatikan je zdaj, oziroma dikasterij za nauk cerkve, je izdal nov dokument z naslovom Eno meso, na temo zakona. In noter hkrati omenja to enost, po drugi strani pa tudi, da je pri zakoncih pomembna ta individualnost osebe. Pa se mi zdi, da je to težko včasih loviti neko razmerje med obojim. Kako vama to uspeva? Kje sta vsak sam in kje sta skupaj? Zdaj priznam, da tega dokumenta še nisem prebral, tako da Jaz tudi ne. upam, da ne bom kaj narobe rekel, ampak se mi zdi, da je to sva že, saj jaz sem mogoče, se mi zdela taka pomembna stvar tudi v tem procesu, se pravi priprave ali pa skupne hoje, sploh za ljudi, ki so v bistvu, zdaj mladost je relativna in tako, ampak se mi zdi, da je pomembno, da je pred poroko vsak človek res odraste. Zdaj, kaj to za nekoga pomeni, je to za vsakega posebej. Želim reči, da je pač res ta čudovitost osebe posamezne zelo pomembna, da je tudi, ko se dva pripravljata na zakon, res treba, da odkrivata da spoštujeta to svojo različnost, ker je včasih res težko, ampak se mi zdi, da z leti si pol še toliko bolj, seveda se v veliko stvarih prilagodiš drugemu, vse to je normalno in fajn, ampak da znaš tudi te razlike videti kot eno obogatitev. In vsaj z nama, ali pa meni se je mogoče zdelo, da nama je bilo mogoče kakšna stvar v tem prilagajanju in tem tudi prehranjena, mogoče še nisva bila tudi tako v nekih svojih navadah utrjena ali pa ukoreninjena res in so se marsikateri stvari lažje prilagodila. Zdaj, kar se pa pol v bistvu v zakonu tiče, se mi zdi pa, da res to spoštovanje že različnosti moške in ženske narave, te samo po sebi, če si pripravljen spoštovati, sprejeti, sploh odkrivati te razlike, te pelje to, da v bistvu človeka res kot enost ali pa kot samostojno bitje, kot res posameznika, ki je ustvarjen po božji podobi kot moški, kot ženska, da je res pomembno, da ga spoštuješ. In midva vsak dan znova ali pa res velikrat te razlike še vedno spoznavava, še vedno se jih ne zavedava vseh in je res pomembno, da znava drug drugega mogoče spodbuditi, počakati, upoštevati, poslušati v teh svojih
včasih tudi v iskanju te svoje vloge. Se mi zdi, da se sploh z vzgojo te velike enih stvari lahko odkriješ, spoznaš, vzgoja samo po sebi ti toliko enih izzivov prinaša, da imaš skozi možnost spoznavanja in graditve sebe in nekega napredka in tako. In je iz tega vidika iskanja ta posameznikova drža ali pa čudovitost res pomembna. Na drugi strani pa je to iskanje enosti, ali pa življenje enosti, je pa spet en tak čudovit proces, ki je pa mogoče še najbolj res, tako kot smo že prej rekli, cel odnos in kot del odnosa tudi spolnost, je pa tlele vezano, se pravi, te dve moški in žensko naravo združiti, v tej ženski cikličnosti tudi to živeti in iskati to enost, to tako kot odnos raste, odnos se razvija, iskati že v bistvu v čistih vsakdanjih situacijah izražanje neke naklonjenosti, ljubezni v teh drobnih stvareh. Res je zanimivo, ko si v bistvu po 12 letih zakona še vedno kakšno stvar poveva. To je meni čisto samoumevno, da ti to delaš, to mi pa veliko pomeni. Se mi zdi, te stvari zelo veliko prispevajo k nekemu občutku povezanosti, nekemu občutku res te povezanosti z zakonom. Sem zafilozofiral, tako da zdaj to se mi res zdi. Lahko je to eno tako obogatitev, če znaš videti, ali pa na enih področjih, mogoče obogatitev, na drugih je pa lahko tudi vir razhajanja. Sva videla včasih, da naju je kakšno različno stališče tako pozvali k temu, da sva začela prepričevati drugega v moj prav ali pa ne. Pa utemeljevati, zakaj pa se meni to zdi boljše, ali pa zakaj pa je to v redu, tvoje pa ni. Hkrati sva vedela v teoriji, da ima lahko vsak svoje mnenje, ampak to v praksi sva pa kar težko pogoltnila na to. Počasih še zdaj se mi zdi, tako, kot sem prej to rekla, se mi zdi, da spet z enim prstom pokažeš na drugega, s tremi na sebe, zakaj me to zdaj vznemirja, če se on z mano ne strinja. Ne vem, pač se mi zdi, da tlele res spet mi pomaga ta dobronamernost, ker se mi nič slabega noče, sem pač svoje mnenje želi izraziti. Po drugi strani pa moram pa pač, ne vem, jaz tudi si razložiti, on pač ima tako stališče zato, ker, ne vem, ima druge izkušnje, ima drugo zgodovino, ima druge okoliščine, in razumljiv, da bo tudi imel drugo mnenje. Tako, se mi zdi, da velikokrat imaš možnost raziskovati sam sebe na koncu, ne pa vrtati v drugega. Ja, tlele, meni na misel prihaja, to smo se, mislim, da je lansko leto v zakonski skupini pogovarjali, to mislim, da je naslov ali podnaslov ene knjige, ali je zakon namenjen za srečo ali zveličanje, nekaj v tem smislu. Mislim, da ni čisto prav, ampak tudi ena taka opomnika, ta skupna rast v zakonu, se pravi, iskanje enosti ali iskanje sreče ali iskanje nekega, se pravi, to zagotovo ni glavni namen iskanje sreče ali pa neke popolnosti v smislu sodobnih kriterijev ali pa meril, ampak ta odnos, ki ga želiš graditi, je zagotovo najprej delo na sebi, na teh svojih pomanjkljivostih, ki jih odkriješ ogromno, in potem v bistvu tudi iz tega eno skupen odnos, ki je pa pač nadgradnja tega.
Zdaj, to lepo, da smo se spet malo v to smer obrnili, ker pa tudi sprej, ko si spet se vrnil na spolnost v zakonu, ker zadnje vprašanje za vaju, ki ga imam, je pa katekizem kot cilj ali pa namen zakona navaja dve stvari. Ne. Ena je rodnja in vzgoja otrok, o katerih se je sploh pred drugim Vatikanskim koncilom zelo govorilo, pa sta že prej pri spolnosti omenila, da je tudi spolnost bila zelo, da se je spolnosti zelo v tem kontekstu govorilo. Druga je pa blagor zakoncev. Zdaj, kako vidva uspeta v zakonu skrbeti za vajin blagor, sploh pri 5 otrokih, majhnih, zdaj zadnjih 12 let v bistvu že vzgajata aktivno, zelo aktivno otroke. Kako pa poskrbita en za drugega pa za vajin odnos? Ja, zagotovo je to tudi ena stvar, ki nama je, ki naj obogati, je to hrepenenje drug po drugem. No. Se mi zdi, da mogoče tega nisva prej toliko omenila, da se tudi od začetka trudva pač najin zakon držati kot najpomembnejšo vrednoto v smislu odnosov, ki jih živiva z drugimi. Da je pač to ena trdnjava, ki jo ne dava, ne? Ki je najina in nama je sveta in tako. Je ne nosla ven tudi. Ja. In iz tega tudi se mi zdi, so hvaležna za to hrepenenje, ki v nama vztraja po tem skupnem času, po skupnih aktivnostih, po pogovorih. Je res, da so te pogovori velikokrat zelo organizacijski, tako. Ampak včasih nam uspe ali pa dostikrat nam uspe in je res lepo tudi, da se skupaj nasmejiva, pa imamo ta čas. No. In zdaj smo v bistvu letos še do rojstva prvega otroka sva redno hodila, smo s prijatelji skupaj plesne vaje in to je bil tak spomin in želja, ki je vztrajala, da se to enkrat obnovi. Zdaj letos sicer nisva šla na plesne, ampak imava pa redno vsakotedensko neko skupno telesno aktivnost in nek čas sva hvaležna za varstvo, da lahko si to sploh privoščiva in tako. Ampak se mi zdi, da zdaj septembra, ko sva s tem začela, sva lahko 2 otroka, vsakič, ko sva se peljala. Ja, res sva imela tudi midva krožek. Zakaj ne? Ja. Vsakič sem urnike pisati. Je bil tak pomembna sprememba, ki nama je veliko prinesla. In sva začutila, koliko nama daje veselje to hrepenenje po skupnem času, po skupnih aktivnostih. Da še zmeraj v bistvu nama je pomembno to, da si znava čas drug za drugega vzeti. Ne? In ja, to je zagotovo največji izziv, ki ga imava, ne? Da uspeva ta čas drug za drugega najti. Pol pa hkrati se tudi potruditi drug za drugega oziroma nekaj najti, kar veva, da bo pomenil drug drugemu. Ja, čisto na dnevni ravni, ne. Mogoče tako, no, tako sem razmišljala, da jaz tudi Benjamina nisem nikoli, se mi zdi, no, imela kot samoumevnega, ker se mi zdi, da je bilo toliko enih dogodkov tekom najinega zakona že, ko je mogoče kdo ostal sam ali pa da tako sem čutila eno bolečino ali pa strah, no, tudi z tega vidika. Ampak sem pa pomislila, da mi je zelo veliko stvari pa samoumevnih, ki jih pa naredi, ne, za mene. Pa so lahko res taka pozornost, ki gre v dobrobit naju, ne. Ne vem, da mi kavo skuha vsako jutro. Pa bi mi zelo manjkalo, če mi ne bi. Ampak ker mi jo kar malo težje opazim, no. Ali pa kakšne druge pozornosti, no. Tudi to, ta najin blagor, kakor sva prej omenila, da ko se srečava, res nameniva par sekund samo drug za drugega, saj tisti objem, da imava, no, tako. Kar si pa rekla v povezavi mogoče s spolnostjo, no, saj sva že vseeno kar nekaj povedala, ampak vzgoja, rodnja otrok, zdaj sva res usmerjena zelo v vzgojo, ne, in
v bistvu to rodnost zakona dajeva v vzgojo, ne? Tako, če sem dosti jasna. In živeti blagor ni vedno imeti tisto, kar hočemo v tistem trenutku. Tako mi da to spoznavava, no? Da si ne morava prilastiti, nisva tule zato, da si bova prilastila drugega takrat, ko bova res to rabila ali pa ker bova to hotela, no? Ampak sva drug za drugega na razpolago ob okoliščinah, kjer zmoreva. In pač je pa res odgovornost potem na obeh, ne? Da tudi na tem področju se ne odrekava, mislim, tako. Se mi zdi, da mogoče malo zdaj po zadnji nosečnosti in tem obdobju po nosečnosti sploh tle je mogoče več izzivov res znotraj pač, ne vem, mogoče jaz to bolj v tem obdobju še bolj dojemam, no, da je tudi ženska cikličnost ali pa Larin cikel zelo vpliva na najin odnos, na neke faze, ki jih imava. Seveda je ogromno nekih vplivov, ko v bistvu čez mesec grejo, ampak se mi zdi, da s tem se tudi že majčkeno pripravljava ali pa spoznavava različne faze tudi v najinem odnosu, kaj v določenem trenutku pomeni ali pa res ta rodovitnost zakona, tako kot je Lara omenila, ne, je v različnih fazah različna. Koliko je, se mi zdi res pomembno, da se trudiš tudi za blagor svojega sozakonca poskrbeti, ne, da je to tista prva stvar, kateri smo v zakonu poklicani, ne. Se spomnim, ko mi je ena prijateljica na poročni dan rekla, ne, do poroke se sprašuješ, ali je ta oseba, s katero se bom poročil, prava zame, a ne. Po poroki se moraš pa ti spraševati, ali si ti prava oseba za tega sozakonca, oziroma kaj je tisto, kar sozakonec rabi od tebe, a ne. In to se mi zdi, da je res v tem iskanju skupnega blagra pomembno, da vztrajaš v tem, da spoznavaš sozakonca, da iščeš, kaj mu je čisto v vsakdanjem življenju pomembno, ne, ker v bistvu to je tisto iskanje, vsaj za mene trenutno, kljub temu, da se mi mogoče kdaj zdi, da Lara ne opazi kakšne stvari, da se kakšne stvari samoumevne, ne, pa zdaj, ali jaz zdaj delam zato, da bo Lara opazila, pa da bom jaz hvale deležen in občudovanja, ali delam zato, da bi bilo njej fajn, da bi se v redu počutila, da bi kakšno stvar olajšala, ne. To so mogoče čisto take vsakodnevne stvari. Seveda je pa pol tudi, a ne, nadgradnja tega odnosa ali pa nekako dodana vrednost, pa tudi ta zakonska spolnost, ki pa seveda ob nekem naravnem načrtovanju družine zelo vezana na cikličnost in različne faze, ki si jih, ki ima tudi svoje mogoče pasti ali tako, ni neke samoumevnosti v tem, a ne. In je res, se mi zdi, da te tudi pripravi ali pa, čeprav tokrat padeš v smislu nekega nezadovoljstva ali pa godrnanja ali pa, ne vem, se mi zdi, da res, jaz imam večkrat izziv, ne, ja, sprejeti eno stvar, ampak z veseljem sprejeti, ne, ali boš pol še malo godrnel pa se malo pritoževal, a ne. Ampak, ja, takrat je tako, kot Lara rekla že prej, ne, da se zavedaš, zakaj si se odločil, s kakšnim namenom, da se zaveda tudi dobrih strani ali pa blagoslovov te poti, ne. Ja, mogoče se tudi opremi za druge situacije. Tako, no. Da imaš pol moč tudi kaj, kar ni toliko pomembnega. Je čestno. Predvsem pa je, da drugega vidimo kot dar, ne kot pravico, ne. Kar je, kar je v smislu zakona. To se mi zdi pa, da je v bistvu čisto v teh konkretnih situacijah, ne, se pol lahko vprašaš, a ne, tako kot je že Lara prej rekla,
če sva že ali zaradi službe, ne, velikokrat sama z otroki in tako. Ali boš zdaj, ko pride drug domov, ne, vesel, pa si vzel res to vzeti kot takrat se zavedati, koliko si hvaležen za sozakonca in to možnost, da sva skupaj v teh težavah. Ali pa tudi seveda v veselju in sem, ampak ponavadi je res v teh vsakdanjem hitenju in če je en sam z otroci, je to res izziv in velikokrat zelo naporno. In se takrat zaveš v bistvu, koliko si vesel drugega in te pomoči, ki ti je dana v njem. Lara in Benjamin, hvala za vajin čas, misli, modrosti, ki ste jih podelila z nami. Hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste nas spremljali. Še naprej nas lahko spremljate, delite in všečkate, pa vam pošiljamo lepe pozdrave do naslednjič. Nasvidenje.